Stojimo na hribu Panorama, na severnem obrobju današnjega Ptuja. Nekoliko južno je Grajski grič, med obema je že od prazgodovine potekala cesta, nekdanja jantarna pot, ki je na tem delu prečkala reko Dravo. Naše raziskave so potekale na območju nekdanje vojašnice in to je točno na tem mestu, na objektu D vojašnice, kjer smo v letih 2010 in 2011 izvedli večje arheološke raziskave. Med raziskavami smo odkrili ostanke osrednjega dela rimske petovione, med izstopajočimi drobnimi najdbami pa lahko izpostavimo rimsko diplomo, ki smo odkrili v severozahodnem delu izkopnega polja. In to pa je točno na vogalu, ki ga vidite za mano. Nahajamo se v prostorih bivše vojašnice, kjer ima sedež trenutno Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo, in tukaj hranimo ostaline odkrite med raziskavami znotraj objekta oziroma okoli objekta, ki so bile izvedene leta 2010. In vas vabim pogledati načrt samih raziskav. Hranimo ostanke iz vseh raziskav z območja Slovenije. Pred nami se nahaja načrt, kompozitni načrt raziskav, izvedenih leta 2010, ki je rezultat dolgotrajnih izkopavanj na območju bivše vojašnice. V tem severnem kotu kažem na rdečo točko, kjer smo odkrili vojaško diplomo. Nahajala se je neposredno na temelju, ki ga delovno imenujemo SE oziroma stratigrafska enota 1259. Samo najdbo pa smo poimenovali kot posebno najdba 434. Gledamo načrt samih raziskav iz leta 2010 in pa z okoliškim kompleksom bivše vojašnice, ki je delovala na tem območju med letom 1905 in letom 2000, objekt 2, ki sem ga omenil, ki smo ga raziskali leta 2010, in pa večje raziskave iz leta 1905, ki jih je izvedel Bado in Sarja in je podobno kot mi odkril neke vrste ulico, ki se po naših domnevah pravokotno stika z večjo ulico, ki poteka pravokotno na današnji tok reke Drave. Pod njo naj bi se nahajala kloaka oziroma kanalizacija, ki je bila povezana z odtočnimi kanali ulice odkrite leta 1905. Območje bivše vojašnice se arheologi domnevamo, da naj bi se na tem prostoru nahajal sam forum, se pravi osrednji del rimske petovione. Forum se pa nahaja severno od nekdanjega prehoda čez reko Dravo. Nahajamo se na Ptujskem gradu, v razstavišču, kjer je predstavljena razstava osrčja petovione, na kateri so predstavljene najdbe zadnjih let na Ptuju, predvsem z področja Vičave, kjer so odkrili tudi ploščico, bronasto ploščico, ki je, kot kaže njen napis, da gre za rimsko vojaško diplomo. Ohranjenih je 5 vrstic napisa. To so črke, ki so ohranjene, obrobljene z belo barvo, ki pa nam povejo, da gre za neko enoto, ki se je imenovala veteranska, sestavljena iz veteranov, vojakov, ki so služili že več kot 25 let, da je bila ta diploma izdana takrat, ko je bil v Meziji namestnik Julius Candidus, da je ta, ki je to diplomo prejel ob odpustu iz vojske, dobil rimsko državljanstvo. Tukaj je ta honesta misijo, častni odpust, tukaj je civitatem dedit, to državljanstvo mu je podelil seveda cesar, in pa poleg tega rimskega državljanstva tudi connubium, to je pravica do zakonske zveze, cum uxoribus quantunc habuissent, z ženami, ki so jih imeli takrat ti vojaki v tistem trenutku, ko so bili odpuščeni, oziroma kar piše še naprej, pa tukaj ni ohranjeno, s katerimi bi se poročili pozneje. Ti so dobili
tudi v rimsko državljanstvo, te njihove žene in pa otroci. Kandid je bil poleg tega tudi znano, je dobil leta 86 in 106 konzul v Rimu. Drugi konzulat je verjetno dobil kot nagrado, da je podprl, da je sodeloval v teh vojnah, ki so jih vodili na področju Podonavja proti Dačanom. Pozneje, ko je bila ustanovljena kolonija Ulpija Trajana po Etoviju, po umiku legije v začetku 2. stoletja, takrat se je pa morda ta prejemnik te diplome tudi naselil v Ptuju. Kolonijo je ustanovil Trajan, to nam pove tudi njeno ime, kolonija Ulpija Trajana po Etoviju. Takrat so bili naseljeni tukaj tudi številni pripadniki vojaških enot, ki so bili častno odpuščeni. Veliko je bilo teh legionarjev, ki so dobili tudi denarno nagrado, misijo nomarja ali pa nagrado v zemljišču, misijo agrarja. Na Ptuju imamo celo en napis, ki je vzidan v mestnem stolpu, ki govori o misijo agrarja secunda, kar pomeni, da sta bili vsaj 2 taki razdelitvi zemljišča na tem prostoru, na podlagi katerih so potem bivši legionarji dobili zemljo, kjer so potem naprej lahko živeli.